Pozdravljeni. Bodo pri tovarniški ekipi Mercedes naredili korak nazaj in se vrnili k tistim, recimo jim bolj klasičnim oblikam? O tem se bomo pogovarjali v naslednjih minutah. Današnji prispevek temelji na izjavi Tota Wolffa, ki je za motorsport.com 10. maja izjavil, da ne izključuje možnosti, da bi se pri tovarniški ekipi Mercedes vrnili nazaj na tisto izpeljanko, ki smo jo videli na prvem delu zimskih testiranj v Barceloni. Najprej moramo za trenutek začeti brati med vrsticami. Ne izključuje možnosti, pravzaprav ne pomeni nič. V sami izjavi lahko preberemo, da Toto Wolff hoče dati neke vrste zaupanje svojim inženirjem, kajti oni vedo, zakaj so se tako odločili. In priznal je, da ona prva izpeljanka, vsaj na papirju, ni bila tako hitra kot ona, ki jo gledamo sedaj. Prav marsikdo izmed vas, navdušencev, bo malce obrnil oči. Kako ona ni tako hitra kot ta, ki jo gledamo. Namreč, če se spomnite rezultata prvega dela zimskih testiranj, je bil Mercedes z lahkoto na vrhu. A pustimo za trenutek to pri strani. Najprej moramo razčistiti, za kaj gre. Namreč, pri Mercedesu so v bistvu malce ponovili zgodbo, ki smo jo že videli. Namreč, če se spomnite sezone 2019 in njihovega dvojni V10. V začetku zimskih testiranj smo videli eno izpeljanko, ki se je nato v drugem tednu nekako spremenila v tisto, kar smo potem poznali kot dvojni V10 z značilnim delom nosnega konusa, ki ima isto obliko, podobno osmici. A tu je bila zgodba letos malček drugačna, namreč prvi del zimskih testiranj je bil v Barceloni, a drugi seveda v Bahreinu. In to je že pomenilo, da ekipe niso imele neke direktne primerjave med prvim in drugim tednom. Poleg tega ekipe dobro poznajo progo v Barceloni. A tudi mi tu ne bomo imeli nekakšnih težav, bomo tisto prvo izpeljanko zaradi praktičnosti imenovali dvojni V13A in o njej obstaja podrobna predstavitev na kanalu. Tisto drugo izpeljanko, ki jo gledamo sedaj na sami progi, bomo pa imenovali zopet zaradi praktičnosti dvojni V13B. Seveda, kakšna je razlika med eno in drugo? Gre v bistvu za razliko samo tu, v tem delu, v bočni strukturi. Namreč, če pogledamo to fotomontažo, bomo videli, da je hladilna reža seveda drugačne oblike in vse, kar se nahaja tam okrog samega hladilnika. Če smo malce bolj natančni, naprimer prednje vpetje je dobesedno enako. In iz tu lahko sklepamo, da sama šasija sploh nima kakšnih bistvenih razlik. In šasija, da se bomo malce bolj razumeli, je tisti del bolida, ki sega nekje od tu, pa seveda do konca prednjega vpetja. Bočna struktura ni del šasije. Zato v teoriji pri Mercedesu lahko naredijo ta korak nazaj. Šasija je homologirana, na njej se ne sme spreminjati dobesedno nič, ampak tudi za ta korak nazaj ne rabijo kakšnih sprememb na šasiji. In to moramo imeti nekako v podzavesti, da možno je. Ampak poraja se vprašanje, zakaj bi ta korak nazaj naredili, še posebej po veliki nagradi Španije.
In na prvi pogled bi se lahko zdelo tudi logično. Namreč podatke o tistem, kar lahko pričakujejo na veliki nagradi Španije, že imajo iz prvega dela testiranja, sedaj bi z novim modelom W13B nekako imeli direktno primerjavo, seveda na prostih treningih in to tudi na dirki. Ugotovili bi, kateri izmed obeh bolidov je hitrejši. A zanimivo je, kot sem že omenil, da na papirju vedo, da tisti prvi model W13A je potencialno počasnejši. In sedaj rabijo neko potrditev, ali njihovi izračuni držijo. A zgodba je zanimiva. Namreč, koliko smo govorili in koliko smo lahko prebirali zgodb o tem, da je težava letošnjega Mercedesa v dnu in ne v obliki bočne strukture. Razumel bi, da bi pri Mercedesu naredili korak nazaj, ukolikor bi imeli težave s pregrevanjem, ukolikor bi imeli nevzdržne težave s samozanesljivostjo pogonskega sklopa. Ampak ali je kdo izmed vas opazil, da bi imel letos Mercedes težavo s tem? Težava je nekje drugje. Zatorej je zanimiva zgodba, zakaj bi sploh šli nazaj, kolikor je težava nekje drugje. Mogoče se motim, nimam vpogleda v vse podatke in slišati je mogoče tudi zgodbe, da s tem, ko so zgornji del dna v bistvu odkrili, so tudi pomagali pri nastanku določenih težav. Sicer sam ne vem kako, ampak možno seveda je. A vprašanje je, po vsem tem razvoju in tistem, kar so napravili na modelu W13B, zakaj bi šli v bistvu korak nazaj in zavrgli vsa sredstva, ki so jih v drugi model vložili. In že to nekako spravlja na laž tisto, kar je Toto Wolff izjavil za motosport.com. A spomnimo se, da ni nekako potrdil tega, da o tem resno razmišljajo. Dopušča možnost. A zakaj bi po veliki nagradi Španije pri Mercedesu naredili tak obrat? Zadeva, ki sama po sebi ni logična. Namreč, kot da bi odgovorni pri ekipi malce pozabili, kakšen je koledar. Namreč, takoj zatem sledi velika nagrada Monaka in na to je treba ves material prepeljati seveda na naslednjo dirko. Začenja se na polno evropski del seveda sezone, kjer ni preveč časa za kakšne menjave. Sam mislim, da pri tovarniški ekipi Mercedes dobro vedo, kakšni so potenciali modela A in kakšni so potenciali modela B. Menim tudi, da se dobro zavedajo dejstva, da je težava na dnu in ukolikor bi imel model A v bistvu večje razvojne možnosti, bi ga zamenjali že kdaj. In seveda, marsikdaj dobimo mi, navdušenci, odgovor na vprašanje, ki ga ne pričakujemo. Ampak, kot sem povedal na začetku, treba je brati tudi malce med vrsticami in kdaj tudi interpretirati ono, kar nam želijo povedati. To, da nekdo ne izključuje možnosti, kot sem povedal, v bistvu ne pomeni nič. Mogoče je samo tak odgovor, da ni užalil novinarja, ki je v bistvu postavil neumestno vprašanje. A o tem, kaj se bo zgodilo, bo pokazala samo prihodnost. Morda bomo pa res videli tisto izpeljanko A, seveda po veliki nagradi Španije. Čeprav sam to vidim kot težko izvedljivo. A kdo sem jaz, da bi lahko sodil? Za danes bo pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.